Generacija Z počasi, a vztrajno prevzema svet. Pa veš, kako komunicirati z njo? Dober dan, dobrodošli v novi oddaji Point Out Weekly. 82. oddaja je tole, tako kot vedno vse v zvezi z njo najdeš na pointout.si/weekly82. Na voljo je tudi v podcast obliki, na Soundcloudu in tako dalje. Če si nisi ogledal prejšnje oddaje, klikni na link in si poglej. Tale model zraven mene je skupaj z Manco govoril o glasovnem iskanju. Je tako. Danes pa govoriva o novi generaciji, to je tisti, ki še malo mlajša od naju, se pravi tisti, ki prihajajo za milenici in se jim reče tudi postmilenici, sicer pa generacija Z. Nejc, kako je tebi všeč generacija Z? Ja, meni je kar všeč, no. Sicer je malo drugačna, mogoče za začetek, da poveva, to so vsi tisti, ki so rojeni po letu 95 in v razvitem svetu ta generacija predstavlja, ne boš verjel, ker 25 do 30% vseh prebivalcev v celka 2 letih, če se ne motim, naj bi pa ta generacija predstavljala kar 40% vseh ljudi, celotne populacije. Prej si rekel, to je na račun Azije, zagotovo nekaj tudi Afrike, tako da ja, to je res, ampak je to neka generacija, ki je trenutno v vzponu, vstopa na trg dela, je drugačna od milenicov, so jim druge stvari pomembne in zdaj, če misliš, ravno kar sem se navadil na milenice, kako zdaj z njimi komunicirati, ja, zdaj se boš moral pa nažalost navaditi tudi, kako komunicirati z generacijo Z. Ja, pa danes res se mi zdi, da še vsi govorijo, kako pa naj komuniciramo z milenici. Vedno je to neka debata. Jaz se prav sprašujem, kdaj se bodo debate začele odvijati okoli generacije Z, ne? Ker to je generacija res, ki prihaja in za razliko od milenicev, ki so odraščala z računalniki, pojavili so se prvi telefoni, sva imela vsak svoj telefon, verjetno že v osnovni šoli, a ne. Medtem, ko generacija Z je pa s tem odrasla že v osnovi. Oni niso poznali kaj pregibnih telefonov, ampak že v osnovi poznajo pametne telefone, so skozi na telefonih, na spletu in to nekako predstavlja glavni način komuniciranja. Ja, to je tista generacija, ki gledate filmčke na Facebooku, pa jim starši pokažejo telefone z vrtljivo številčnico, pa ne vejo, kako jo uporabljati. Tisti, ki ne vejo, kaj so to diskete in tako dalje. In mogoče za razliko od milenicov, če še to poveva, so tisti, ki res pretežno kupujejo preko spleta. Če smo milenici tisti, ki kupujemo preko spleta, ampak tudi radi fizično, generacija Z pretežno nakupuje preko spleta, se tam nahaja, tam tudi nekako zbira informacije in vse to, kar imava danes tudi z Nejcom zapovedati. Skupaj s pametnimi telefoni in so to digitalno tehnologijo, katero so se na nek način rodili, so seveda skozi odraščanje se spoznavali z družbenimi omrežji. Družbena omrežja so za njih nek primaren način izmenjave informacij. Pa mogoče bi še to zadevo dodal, če mi milenici na nek način vse pogooglamo, oni predvsem vprašajo prijatelje ali pa neke mnenjske vodje. Mogoče v povezavi s tem, pa malo več v nadaljevanju, zato toliko dajo težo samim influencerjem, ker bolj zaupajo takim ljudem, ki podajajo mnenje in ne googlajo toliko, ampak bolj vprašajo in je ta neposreden stik z nekom bolj pri srcu. In ja, kot si rekel Zoran, družbena omrežja predstavljajo tisti prvi vir informacij, kjer večino časa preživljajo, morda tukaj še največ časa preživijo ne na Facebooku, pa ne toliko na Instagramu, ampak Snapchatu, oziroma primarna platforma jim je pa celo YouTube, kjer se tudi veliko teh influencerjev nahaja, kjer gledajo daljše oblike videov, ker jim YouTube predstavlja nekako nadomestilo, če milenici ali pa generacija baby boom ali pa X generacija gleda ogromno TV-ja, oni TV-ja sploh ne gledajo, ampak to potem zamenjujejo z gledanjem na mobilnih napravah in potem takem tudi YouTube tukaj prevladuje. Ja, YouTube je tudi zato v zadnjem času toliko bolj v porastu, ker
ta generacija res tam precej konzumira neke video vsebine in vse to se povezuje eno z drugim, kar si prej omenil, influencerji, pa razni reviewji in tako naprej. Se pravi, vse grejo nekako pogledati, tudi imajo že tam, nekako tudi malo že zgubljajo ta stik, kaj je realen, kaj je virtualni svet, to nekako že skoraj enačijo in si grejo veliko teh nekih mnenj, ki jih pridobivajo o raznih produktih in tako dalje, pogledati na YouTube oziroma na ostala družbena omrežja, kot je Nejc rekel, malo manj na Facebook in tako. Ampak ja, to je res tisto, kjer je njihov primarni vir informacij. Mogoče še to, no. Zato tudi od znank pričakujejo veliko več kot recimo druge generacije. Milenijci smo taki, ok, mogoče kaj napišemo, kaj polajkamo in tako naprej in dobimo neko informacijo preko nekega Facebook posta. Generacija Z je pa tista, ki bo komentirala, ki bo pisala v chat, ok, kaj je zdaj ta produkt, pa vprašala prijatelja, hej, a si ti to že probal? In če ne bo na večjih teh različnih točkah dobil pozitiven odgovor oziroma neko pozitivno mnenje, lahko hitro tvoj produkt zamenja z drugim. Ja, z brandom se bo res želela pogovarjati, ne? In deliti pač to izkušnjo, pridobiti čim več informacij in če bo res brand služil nekemu purposu ali pa bo zanj predstavljal res neko dodano vrednost, potem bodo ta brand blagovno znamko tudi kupili. In kar so si že izpostavili, zelo veliko časa preživijo v chatu, ne? V chatu, ok, eno blagovne znamke, ampak tukaj bi še posebej poudaril s prijatelji, ne? Uporabljajo Messenger, uporabljajo ok, tudi Instagram za direktna sporočila, WhatsApp in podobne platforme, ne? Ogromno časa preživijo v tej neposredni komunikaciji s svojimi vrstniki in kdaj se to celo zamenjuje za to, da se pač v živo srečajo, ne? Ogromno časa res preživijo ali pa tudi po drugi strani ne samo tipkanje, da je tudi kakšen videoklic in tako naprej, ampak bi pa res poudaril predvsem pač messengeranje, ne? Da natipkajo kakšnemu prijatelju, prijateljci sporočilo oziroma da teče debata. Pa predvsem to se mora hitro dogajati. 1, 2, 3, zaradi tega, ker značilno za to generacijo je to, da ima res kratek attention span. Že vsi ostali ga imamo zaradi različnih distrakcij. Razmisel pa o tem, da je to ta generacija, ki konstantno piska telefon, ki ima ene 3 čete verjetno na računalniku odprta, ki zraven, poleg, če že gleda televizijo, je še ima 2 ekrana poleg sebe in tako dalje. Tako da res je pomemben ta attention span in kako boš ti kot nek publisher, oglaševalec pridobil ta attention span od njih. Kaj so še pozabili povedati? Je še kaj tazga, ful značilno? Raven povezano tudi mogoče s tem attention spanom to, da moramo kot podjetja, kot oglaševalci, kakorkoli, moramo znati pisati na način, da oni to tudi razumejo. Se pravi, spet, to je generacija, ki veliko uporablja emojije oziroma, kako si že enkrat rekel, čustvenčke po slovensko. Veliko gifov uporablja, veliko nekih mimov in tako dalje. Se pravi, komunicira dosti drugače, kot smo to navajeni pri nekem klasičnem pisanju. In seveda se je treba temu prilagoditi. To tudi zamenjujejo ta način pisanja. Zakaj? Ravno tudi zaradi tega attention spana. Veliko uporablja tudi različnih okrajšav, BTV in tako dalje, FTV in itd., da ne naštevam vseh. Res ogromno nekih okrajšav, krajših oblik pisanja. Ja, če se jaz zdaj kaj pišem, pa nekdo že pade v generacijo Z, pa mi da kakšno okrajšavo, sploh ne razumem. Veš, kaj jaz naredim? Pol googlam, ne? Generacija milenijcev. Da res padeš kot kaj, da ne veš, kaj? Ja, pač, da sploh pač skapiram, kaj je oseba mislila povedati. Ampak ja, te čustvenčki oziroma emoji, to je ful značilno in nekako moramo tudi znati te zadeve brati, ne? Ampak omenjala so tudi influencerje. Influencerji so tisti, katerim oni res dajo pozornost oziroma, kako bi rekel, jim zaupajo, ne? Zato tudi oni sami ne marajo klasičnega oglaševanja, ampak bodo bolj, ne vem, če jim bo influencer nekaj predlagal, s tem, da ne sme biti znotraj tega neko prikrito oglaševanje influencerja, ampak mora biti influencer v povezavi s tem zelo odkrit oziroma res podaja tisto mnenje, v katerega influencer
kot tak res verjame. In ja, oni bodo prej njim prisluhnili, kot pa zaupali nekemu podjetju, ki jim bo servirala neko oglaševanje. In bodo posledično potem tudi, ne vem, če influencerju verjamejo, pa prijatelju, bodo res potem stali za tem in delili zgodbo naprej. Pri influencerjih je pomembno to, da ta generacija na njih gleda kot neke vrste virtualne prijatelje, digitalne prijatelje, kakorkoli že temu rečemo. In velikokrat imajo občutek, da jih poznajo tako dobro kot nekega prijatelja v živo in zato jim tudi zaupajo. In teh influencerjev imamo tudi danes ogromno nekih vrst, od nano, mikro in tako dalje. Influencerjev, nekaj o tem sva tudi govorila z Lucijo, en izmed prejšnjih oddaj, tako da te vabim, da si greš pogledat. In mogoče še to, če dodam, res ta nasploh avtentičnost znamk je tisto, kar je pomembno. Nekaj lahko dosegamo z influencerjem, nekaj pa tudi seveda influencerji, nekaj pa tudi seveda znamke same, s tem, da se bolj razgalijo, bolj razkrijajo. Ne nazadnje to tudi danes že počnejo neke luksuzne znamke, za katere običajno je veljalo, da so bolj zategnjene in tako naprej. Ampak ja, tudi recimo Hermes in Supreme in tako dalje so znamke, ki se odpirajo in že danes drugače komunicirajo na družbenih omrežjih. Ok, pokrila sva generacijo Z. Ukolikor imaš kakršnokoli vprašanje za naju, mogoče pripadaš tej generaciji, mislim, da smo si tudi v pisarni ene dva nabavili, hecam se. Tako da piši spodaj, vprašaj karkoli, vedno smo na voljo za odgovore. Tako da to je bilo to za danes. Nejc, bi še kaj dodal? Ne, to je bilo za danes in se vidimo zopet naslednjič. Nasvidenje. Čau. Why?